imajo bolečino, slabo zdravljeni. Res je, da med kolegi, ki obravnavajo bolnike, obstajajo razlike. Zdaj, te razlike v kakovosti dela ne obstajajo samo pri nas. Zdaj, pač to je splošen problem. Katerokoli področje obravnave bomo pogledali, ne samo bolečino, bodo vedno obstajale pač razlike v obravnavi. Mi še vedno trdimo, da pač so naši bolniki tudi glede bolečine relativno dobro obravnavani. Res pa je, da zdaj pač včasih je ta pot dolga, dostikrat ljudje dolgo časa sploh rabijo, da pridejo do nas. Dostikrat si ljudje sami poskušajo pomagati v obvladovanju bolečine in šele takrat, ko določeno obdobje preteče, ko so neuspešni v svojih poskusih, pridejo do nas. Zdaj, velikokrat, akutna bolečina je že omenjena, načeloma ni tak problem. Zdaj, problem nastopi pri kronični bolečini. Zdaj, če malo poznamo, najpogosteje še kronične bolečine, bolniki s kronično bolečino so bolniki recimo s kronično bolečino v hrbtenici, pa kroničnimi bolečinami v sklepih. Zdaj, ta sklop osteomuskularnih bolečin je daleč najštevilčnejši. Zdaj, tukaj gre za zelo kompleksno situacijo. Zdaj, bolečina ima številne ostale posledice na samo funkcioniranje človeka in pa tudi samo dojemanje bolečine je zelo odvisno od psihosocialnega stanja, od razmer doma, na delovnem mestu in gre za kompleksno dogajanje, kjer včasih recimo čisto nekaj drugega deluje, recimo nekdo, ki je s kronično bolečino v križu, bolečina ne mine, dokler se recimo njegove obremenitve na delovnem mestu ne zmanjšajo oziroma je invalidsko upokojen. Zdaj, včasih je ta pot potem večletna zgodba, ki jo potem čisto nekaj drugega reši, da neki drugi dejavniki pripomorejo, da recimo razbremenitev in razumevanje človeka kot celote in z posledicami, ki jih ima bolečina, kjer seveda ne smemo zanemariti, da je bolečina nekaj, kar je privedlo do vse te zgodbe, potem še ne reši problem. Tako da včasih je ta bolnik s kronično bolečino res prava mora za zdravnika. Vplivanje na stališča študentov, da je bolečina pomembna, da je treba lajšati, mislim, da je pomembno izhodišče. Samega znanja pa mislimo, da je relativno dovolj. Zdaj, res pa, da se izobraževanje ne zaključi na medicinski fakulteti, zdaj vplivanje na stališča in pa obravnavanje bolnika kot celote je pa nekaj, kar potem pridobiva tekom specializacije in pa potem zdravnik tekom stalnega strokovnega izobraževanja. Jaz tukaj mislim, da študent ni v stanju razumeti se te kompleksnosti, je pa pomembno, da ga začnemo dovolj zgodaj s tem soočati, da bo kasneje ta koncept razumel. Za medicinsko fakulteto v Ljubljani, da študentom že sedaj daje dobre temelje. Verjamem, da izboljšave so vedno mogoče, da ta interdisciplinarnost, ki je bila omenjena, je pomembna, ker s tem bomo pridobili tako celosten pogled na obravnavo bolnika in pa seveda izobraževanje se nadaljuje celo življenje, tako da moramo slediti tudi zmožnostim in izkušnjam, ki jih ima študent na dodiplomskem nivoju, ker enostavno določenih kompleksnih procesov funkcioniranja mogoče še ne bo razumel tako kot nekdo, ki ima praktičnost.